No, naslednja tema, ki se jo želimo lotiti, je tema, ki smo jo majčkeno že omenjali. To so ekvipotencialne ploskve. Torej, včeraj smo o njih že malo govorili, nivojske ploskve. Eno skico sem že naredil tam za primer prstana, tako da smo sej slikovno predstavili oblikovanost polja v prostoru, tam, kjer mi z računom rečemo, enostavno ne moremo priti na enostaven način. Rečemo, smo rekli na numerični. No, in predno na to temo naredimo kakšne zglede, bi se vračal k tem primerom, ki jih imamo, zdaj že na zalogi, in bi malo pokomentirali, kakšne so te naše ekvipotencialke. Torej, zadnjič ste, oziroma včeraj ste ugotovili, da so ekvipotencialke ploskve, ki povezujejo točke enakega potenciala. Torej, te plastnice, nivojske ploskve. Kakšne so, rečemo, te nivojske ploskve pri ploščnem kondenzatorju, ki smo ga včeraj imeli? Ja? Ja, vzporedne ravnine, takole. Ja? No, to velja seveda za ta osrednji prostor, ne? Tam, kjer se pa to polje na robovih strese, tam se pa te ekvipotencialke potem takole zakrivijo in pridejo spet nazaj. Približno take, rekel, ploskve so. Zdaj, če vzamemo sferični kondenzator, verjetno ni problema, kakšne so ekvipotencialke. Ja? Ja, kroglene lupine, koncentrične kroglene lupine. Takole, ne? Torej, točke enakega potenciala. No, pri koaksialnem kablu imamo pač soosne valje. Torej, to so ekvipotencialne ploskve. Torej, ti primeri so bili, bi rekel, zelo evidentni. No, to je ena zadeva. Drugo, torej te ploskve, pravzaprav ekvipotencialne ploskve mi izkoriščamo kot pomagalo pri vizualizaciji polja. Torej, vidite, da smo mi silnice že risali. Silnice pravzaprav so črte, ki nam nekako kažejo usmerjenost poljske jakosti v prostoru. Nič o jakosti ne govori, ampak o usmerjenosti. No, te ekvipotencialke pa tudi rišemo in en tak tihi dogovor je, ali pa bom rekel tudi smiselno je, da rišemo ekvipotencialke z enako potencialno razliko. Rečemo, da je med sosednjima ekvipotencialkama, kaj povem, 10 voltov. Zdaj pa tako, verjetno bojo te ploskve nekje bolj skupaj, nekje bolj narazen. In zdaj, ko bomo mi te ekvipotencialke skicirali, jaz bom tukaj nekaj jih narisal, takole. Torej, rišemo ekvipotencialke z enako potencialno razliko. To se pravi, da je tole pač med dvema sosednjima vedno, kaj pa vem, 5, 10, 100 voltov. Torej, jaz bom zapisal kot nek delta U. Torej, neka potencialna razlika. Zdaj, kolikšen je ta delta U, je pač stvar izbire. Verjetno, če smo v nekih megavoltnih okoljih, potem bojo te plastnice mogoče po 100 kilovoltov. Če smo pa nekje na nekih voltih, bojo pa te plastnice pač ustrezno kakšni milivolti. Torej, prvi dogovor je, da rišemo te plastnice z enako potencialno razliko. In zdaj vidite, tukaj je, rečemo, 5 voltov, pa tule je tudi 5 voltov. Kaj nam pravzaprav ta slika sporoča? Ker vemo, da je napetost kaj? Integral poljske jakosti po poti. In če je tule pot daljša, bo očitno poljska jakost tukaj manjša, tule bo pa večja.
To se pravi, jaz že iz slike ekvipotencialk nekako začutim, kje je poljska jakost močnejša. To se pravi, meni silnice povedo smer, ekvipotencialke oziroma ta zgoščenost ekvipotencialk mi bo pa sporočala o jakosti, o iznosu. To se pravi, nam bo ta dvojna predstavitev polja pravzaprav že kar veliko o dinamiki polja v prostoru povedala. To se pravi, mi se te vizualizacije polja nekako oklepamo zato, ker so včasih ti naši izrazi, se boste videli, bomo imeli še bolj komplicirane, že danes tudi. Iz teh izrazov jaz ne dobim občutka, kakšno je polje. Če se pa potrudim in poskušam narisati silnice ali poskušam narisati ekvipotencialke, pa pravzaprav ti izrazi čist nekaj, bi rekel, kot da bi oživeli.